Siemens je res zelo, zelo velika korporacija, prisotna na ogromnih trgih. Pa me zanima, kako pa ti gledaš na to, da se v bistvu različne kulture povezujejo in ti tudi zdaj vodiš Slovenijo in Hrvaško, ker sta podobni kulturi, ampak na nek način pa spet različni. Koliko je težko potem vse to uskladiti? Ja, dodaja kompleksnosti vodenja, moram reči, da sem bila kar presenečena, ne, dokler ti samo poslovno sodeluješ z Hrvaško, z drugimi državami, je to en vidik, ko pa prideš tja, ne, in začneš voditi tako organizacijo, si del tega okolja, ne, potem šele dojameš vse segmente in si pač soočen s tem, da moraš te ljudi in motivirati, inspirirati, voditi. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes ena zelo posebna mlada dama, ki ima ogromno izkušenj iz vodenja večjih sistemov, ogromno izkušenja iz inoviranja, razvijanja novih, ko bi rekel, dimenzij vodenja. Tako da lepo pozdravljam, Medeja. Lepo zdrav. Zdaj, preden začneva, bi te jaz našim poslušalcem predstavil, ker moram reči, da sem zelo počaščen, da si vzela čas, da pokukamo v tvoje izjemne možgane, v tvoje razmišljanje in da nam predstaviš res svoje bogate izkušnje. Pa pojmo kar pogledati, kaj vse si počela. Medeja Lončar je že dolgo leta Ljubljančanka, ki še vedno zelo rada vrača v rodno Celje. Si diplomirana ekonomistka, kjer si svoje prve delovne izkušnje že v srednji šoli nabirala v medijih. Pri 33 letih si postala članica uprave, tako da, jaz sem zdaj 33 let. Kristusova leta, ja. Točno tako, v takratni celjski Kovinotehni. V Siemensu Slovenija si leta 2003 prevzela vodenje telekomunikacijskega oddelka, 4 leta kasneje si postala direktorica podjetja, od spomladi 2018 pa vodiš celotni Siemens Hrvaška. Tako da to bo definitivno ena vroča tema. Si podpredsednica nadzornega odbora Slovensko-nemške gospodarske zbornice, članica upravnega odbora Hrvaško-nemške gospodarske zbornice, članica strateškega sveta za digitalizacijo, ki se je zdaj postavil, tako da čestitam. Tukaj imamo veliko pričakovanj. In od lanske pomladi tudi predsednica Združenja Manager. Si tudi ena izmed pobudnic projekta Inženirka leta v okviru projekta Inženirke inženirji bomo. Svoje izkušnje in znanja deliš rada na različnih dogodkih, si tudi mentorica, predavateljica in si tudi ženska, zase praviš, ki vedno znova na vseh življenjskih področjih stopa iz cone obdobja. Tako da to ne dvomim. Tako da dajva začeti s prvim vprašanjem, ker imaš res toliko enih izkušenj, mi že kar ogromno enih vprašanj se mi poraja, ampak jaz se zmeraj vprašam moje izjemne goste, če bilo midva sošolca v gimnaziji, a si že takrat bila povezovalec, kreator novih, ko bi rekel, možnosti, novih razsežnosti, si že takrat vedela, da hočeš voditi veliko korporacijo? To ravno ne, sem pa bila predsednica razreda, predestinirana, da sem predsednica razreda. Ja, vedno zelo široka, vse živo me je zanimalo, tudi delala sem, dopoldne na dopisništvu dela, zvečer v gledališču. Tako, bila sem pa tudi tista odličnjakinja sicer, ampak tudi na vseh zabavah. V Celju je bila takrat taka alternativna scena, klubi, povsod me je bilo polno, bi rekla, tam, kjer je bilo treba delati in tam, kjer se je bilo treba zabavati. Se pravi, school life balance, ne še work life. Takrat še to, ja. Dajva se dotakniti, zdaj biti predsednica Združenja Manager, voditi korporacijo, kakor je Siemens v Sloveniji in tudi na Hrvaškem, pa še ogromno nekih vlog, ki jih imaš. Daj nam malo piš, kakšen je tvoj recept za uspeh, kako si ti razdeliš, se začneš pripravljati na teden v nedeljo, kakšna je tvoja rutina, kdaj vstaneš, kako si razdeliš sestanke, daj nam malo prosim opiš. Ja, poskušam čez vikend narediti en cut. To bolj bi rekla zdaj v tem zadnjem, bolj zrelem obdobju, se mi zdi, da si to že lahko privoščim. Včasih so tudi vikendi bili zasedeni precej z delom, zdaj pa poskušam kljub vsemu narediti neko obdobje vmes, kjer ne razmišljam o delu, in sem kar dobra pri tem, znam izklopiti. Tudi, ko grem na dopust, zelo hitro odklopim, mogoče je to ena od teh varovalk, ki ti pomagajo, da znaš se potem tudi sprostiti in se preseliti v eno drugo
okolje pa en drug mod. Je pa potem nedelja proti večeru, pa seveda že začne v glavi se vrteti film, ne, in si rada v bistvu pogledam zadeve, v glavi preletim urnik, tiste ključne stvari vzamem kaj v roke, tudi se kaj pripravim. Tako da počasi vstopim. Nisem jutranji tip, tako da rada zvečer potegnem, pa kaj še preberem, kaj razmislim. Zjutraj pa ne maram stresa več, ne, sem ga imela preveč v življenju, tako da zdaj si vzamem res čas, 45 minut, zajtrk, pogovor z možem tudi, zdaj sploh, ker sva bila doma skozi tole epidemijo, je bilo prav odlično, sva imela res en tak rutino jutranjo in res se poskušam izogniti temu, da bi že dan začela pod stresom, ne, tako da tudi kaj preberem, kako stvar, te dnevne neke novice ali kak članek, pa potem grem kar je zdaj tudi dobro je, delamo od doma, mogoče naredim že tiste prve virtualne klice zjutraj, pa potem grem v službo, tudi fizično, ne, poskušam kombinirati na tak način, da ja čim bolj optimiram tudi to, predvsem ta logistika, vožnja, se mi zdi, da smo šele zdaj spoznali, koliko nas je obremenjevala, ne, zdaj, kaj nismo imeli. Se strinjam. Ja. Deva se malo dotakniti, zdaj voditi tak brand, kot je Siemens, ki je svetovno prepoznan in imeti tako odgovornost, toliko veliko zaposlenih. Me zanima, kakšna je bila tvoja prva reakcija, ko je takrat, mislim, da je bil petek 13., ko smo izvedeli, da se država zapira, ali bil petek 15. Kaj je bila tvoja prva reakcija in kako ste v bistvu potem kaj ste naredili? Ja, jaz sem doživela to zapiranje že 2 dni prej, v sredo sem bila v Zagrebu, kjer smo izvedeli, da je en od kolegov v bistvu zbolel za covidom, takrat je to še povzročilo hitro reakcijo, skoraj paniko, ne, ker so bili ti primeri še redki. In sem se takoj v bistvu predstavila bi rekla, v kriznega menedžerja, ne, in rekla, takole je, od jutri naprej delamo od doma. Smo zorganizirali ljudi takoj in praktično čez noč začeli. Ne. V četrtek so kolegi v Zagrebu že začeli delati od doma, rekli smo samo pridete po računalnike in delamo od doma. In ko sem naslednji dan prišla v Ljubljano, smo ponovili vajo, ker je tudi v stolpnici, kjer delamo, so v sosednji firmi, je bilo kar nekaj takrat teh prvih obolelih tudi v Ljubljani, ne, iz poslovnega sveta in smo res ponovili vajo in tudi tam takoj se spravili vsi domov. Tako da ni bilo kaj veliko za razmišljati, ne, in takrat v takih trenutkih dejansko se ti vklopi tisti en drug način delovanja, ne, in ta krizni menedžment je tudi ena od oblik, ki jo na srečo ne potrebujemo tako pogosto. Je pa bilo zelo dobro, ne, jaz delam v nemški korporaciji, ki ima pravila, procese zelo definirane in včasih sem še kdaj se kar nasmejala in sem rekla, kakšne imamo mi vse priprave na ta risk management na tako visokem nivoju in smo take krizne time že imeli pripravljeni, mi smo morali imeti pripravljen krizni tim, ampak takrat sem spoznala, da je to lahko res zelo dobrodošlo, ne, in mi smo v trenutku aktivirali krizni tim, ki je že bil pripravljen potem tudi na delovanje. Ne. Super. Ja. Tako da nam je to zelo pomagalo, ne, v tem obdobju. Je tudi ta krizni tim odigral izjemno pomembno vlogo, ne, in so bili kolegi od EHS-a, HR-a, SRE, vse tiste funkcije, ki so pomembne, da stvari v firmi delujejo, komunikacije, ne, nekaj teh ključnih suportnih funkcij, ki so držale ta krizni tim tudi. Super. Kaj bi pa ti izpostavila zdaj velikrat? Se pogovarjamo, prišla je pandemija, ogromno podjetij ni vedelo, kaj bo jutri, kaj šele čez kakšen mesec ali pa 2. Pojavila se je neka panika, kriza, ljudje smo bili zbegani. In me zanima, kaj pa ti gledaš, govorimo tudi o nekih prednostih, ki jih je prenesla pandemija in to je definitivno pohitritev digitalizacije, ljudje smo se bolj povezali. Kaj bi pa ti izpostavila za kakšne prednosti v vašem podjetju, ki si jih ti opazila med časom pandemije?
Ja, mi smo že nekaj let bili v fazi te digitalne transformacije, ne, ki je zelo zahteven proces, ne, predvsem zaradi ljudi, ne iz tehnoloških vidikov. In tisto, kar lahko rečem, da je pandemija naredila, da je ta občutek potrebe po tej transformaciji dejansko tudi pri mojih sodelavcih pa res dodatno spodbudila. Še tisti, ki prej se tega niso zavedali, ki se mi zdelo precej abstraktno, pa zakaj hitimo, pa se še vedno je velik del našega portfelja v bistvu še vedno klasičen, zakaj zdaj se ukvarjamo s temi projekti digitalizacije, ne. Smo inženirska firma, ampak kljub vsemu, ne, izhajamo iz tega bolj konzervativnega inženirskega okolja, ne, in ta digitalni portfelj gradimo, dodajamo, celo kupili smo nekih firm, ki jih še nismo zintegrirali v Siemens, ravno zato, da ne bi ta močna kultura inženirska ubila, bi rekla, tega drugačnega načina dela, ne. No in ta pandemija je v bistvu pa res pri vseh spodbudila to zavedanje, je potrebno, ne, in je dobro. Torej, ta vidik se mi zdi izjemno pomemben, ne, na čistem človeškem zavedanju, potreba po, ne, sense of urgency, ne, tisto, kar je potrebno za to, da se začnemo spreminjati. In te procese spreminjanja je sprožila ali pa je dokončala, ne. Prej smo se zelo trudili za izobraževanje, ampak težje je teoretično kot praktično, takole, ker te situacija v to postavi, ne. Pa tudi takoj uvedba raznih toolov, ne, ki so nam pomagali tudi pri delu z kupci, to se mi zdi en tak zelo velik korak naprej. Marketing je bil pri nas že pripravljen na to, ne, že nekaj let smo uvajali te digitalne toole, in takrat smo jih samo v bistvu zaktivirali v popolnosti, se je tudi prodaja zavedla, ne, da ne gre več drugače, da zdaj nam pa to pomaga. V bistvu v 14 dneh smo v Sloveniji že začeli z webinarji in že povezali se s kupci in pomagali v bistvu prebroditi tiste prve izzive, ki so jih imeli, tudi oddaljene dostope, ne, do svojih sistemov in tako naprej. Tako da mislim, da vsaj pri nas, ne, ki delujemo z velikim delom zdaj že našega portfelja v tem segmentu, je to bil en tak celo promotor naše prodaje, načinov dela in en tak imperativ, ki je spremenil tudi miselnost. Dajva se še malo dotakniti, ker me zelo fascinira, in sicer ti si znana tudi, da si odlična vodja in da imaš te lastnosti, ko bi rekel, novodobnega vodja, da gledaš navzven, da si zelo odprta, rada povezuješ. Pa me zanima, ko si ti postavljaš ekipo, ker nekaj si jih že tudi postavlja, večjih ekip, manjših, me zanima, kakšne lastnosti so ti pomembne? Strokovnost je zelo, mislim, je bi rekla tista higiena, ne, osnova. Sploh, če imaš manjši tim, jaz včasih rečem, glede na to, da smo relativno majhni, sploh v Siemensovem svetu, ne, si na žalost ne moremo privoščiti prevelik procent tistih, ki so non-performerji, ne. Torej, prvo je strokovnost, drugo je dejansko, da so ljudje zavzeti, da si želijo razvijati, da jih zanima tudi področje naše, ne, ker ta tehnološka branža je specifična, nimajo vsi te afinitete, da želijo delati. Ne govorim samo o inženirjih, govorim tudi o vseh teh podpornih, ne, funkcijah. Vsi tisti od pravnikov do komunikatorjev morajo imeti željo v bistvu spoznavati ta svet, se razvijati, ker gre za zelo hitre spremembe, zelo hiter razvoj in moraš imeti tak growth mindset, temu zdaj rečemo, ne. Da si pripravljen vlagati vase, ne, in ko se pogovarjam z ljudmi, kadar iščemo koga, ne, me predvsem to zanima, ima to željo ali je pokazal že skozi svojo kariero te lastnosti, ne, da je pripravljen stopiti tudi malo neznano in investirati tisti nek čas, neko dodatno to strast v to, ne, da se naučiš tudi novih stvari. Težko najdemo take ljudi, ki bi bili že nam pisani na kožo, ampak ne glede na to, ja. Dajva se še dotakniti, ti imaš še eno pomembno funkcijo, in sicer, da si predsednica Združenja Menedžer. In Združenje Menedžer je tudi zelo močno vstopil v trajnostno voditeljstvo. Pa me zanima,
velikokrat se pogovarjamo, kaj to je in vsak ima v bistvu neko svojo predstavo, pa me zanima, če nam lahko ti malo predstaviš, kaj je to trajnostno voditeljstvo zate. Ja, jaz mislim, da to je zdaj neka paradigma, ki je tako malo bolj dana bi rekla, v javnost, ne, in o njej govorimo, ampak jaz mislim, da trajnostni voditelji obstajajo že kar dolgo časa. No? In lahko rečem, da tudi jaz sebe najdem v tem, zato mi je bilo toliko lažje, ne, to doktrino nekje postaviti kot tudi tisto osnovno, ne samo zato, ker jo je tudi Evropsko združenje menedžerjev, ne, katero člani smo v združenju menedžer, postavilo za svojo prioriteto, ne, in skupaj nekje, tudi mi skupaj z Nemci, z Danci razvijamo ta način dela, to novo doktrino sami, ne. Gre za širši pogled menedžerjev. Vemo, da je dolga leta bil ta profitni motiv tisti, ki je glavno gonilo, bi rekla, in razvoja in tudi vodje smo se dejansko morali potem ravnati tudi zaradi nekih imperativov lastnikov, ne, in na srečo je to zavedanje ne samo v Evropi, tudi v Ameriki, tudi globalno, ne, da profit ne more biti več edini motiv in poslanstvo podjetij, ampak je treba gledati tudi širše na nek družbeni vidik, da je treba gledati tudi vse druge stakeholderje, ne samo lastnike, ampak tudi zaposlene, dobavitelje, širšo družbo. Tako da pomemben vidik je ta okoljski vidik, ne. Tisto, kar se mi zdi pa še pomembno, je pa ta res osebni vidik in načini delovanja, kakšni moramo biti, ne, da bomo delovali na dolgi rok, ne, in pa nekje vzdržno, trajnostno, ne, da bomo pozitivno delovali tudi na naše podjetje. Pa bi rekla, da smo Slovenci že na dobri poti, oziroma opažaš, da so že te spremembe, da smo čedalje bolj ozaveščeni trajnosti, da ne gledamo več toliko na dobiček? Dobiček mora biti, ne, ker brez njega težko v bistvu gradiš tudi druge, ne, sestavne dele, ampak je pa mislim, da smo Slovenci kar odprti, ne, za to, se tudi v združenju se zelo, zelo trudimo, predvsem, da ozaveščamo vodje, ne, voditelje slovenske, in mislim, da je to naše poslanstvo, da gledamo naprej, mogoče na 2 koraka naprej, ne, da smo ena od tistih organizacij, ki ravno ta strateški pa nek vizionarski pogled, kam grejo trendi razvoja tudi v voditeljstvu, želimo postavljati in odpirati, ne, in to je naše poslanstvo. In jaz tudi mislim, da se prav v tem moramo še bolj, ne, da se moramo tudi med sabo te organizacije različne, ki delujemo na področju gospodarstva, ne, diferencirati po tem, kar je pač naše osnovno poslanstvo, ne. In tu mislim, da ima združenje menedžer dost dobro in jasno začrtano že tudi vsa leta ravno te vidike 2 koraka naprej, kar je včasih zelo težko, ne, skozi vsa ta obdobja, ne, pa so bile krize, pa je treba v bistvu preživeti na kratek rok, ampak kljub vsemu to neko vizijo, strategijo je treba vzdrževati in tudi slediti moramo tem mednarodnim trendom tudi pri vodenju. Peva še malo v preteklost. In sicer pri 33 letih si postala članica uprave Kovinotehne, kot sem že prej rekla, Kristusova leta. Ja. Daj mi povej, kako je to, ko v bistvu v bistvu mladih letih prevzameš tako močno funkcijo, tako močno vlogo. Daj nam malo piš, če se mogoče spomniš, kako je takrat to zate izgledalo, ko si prišla in si dejansko res prevzela zelo, zelo veliko funkcijo. Jaz sem bila takrat kar šokirana, moram reči. Jaz sem vodila marketing v tistem obdobju, ne, in ko smo dobili novega direktorja, je v bistvu preskeniral malo svoj tim in je rekel, bomo naredili rošado, ti boš prevzela malo prodajo, ne, jaz sem morala iti iz marketinga, ker me je bilo ogromno, sem imela nekih izzivov in tako, je rekel, ti si bolj praktična, pragmatična, boš
te bomo dali v ta challenge, kolegica, ki je vodila malo prodajo, šla pa v marketing. Tako da meni ni bilo tako, bi rekla, najprej ok, sem rekla, dobro, kaj zdaj to pomeni, in sem se takrat soočila z eno veliko organizacijo za tiste čase, imeli smo 25 enot po celi Sloveniji, to je bila malo prodaja, zelo hierarhično organizirano področje v primerjavi z našim marketinškim oddelkom prej, ker nas je bilo 10. Sem dobila kar nekaj 500 ljudi, drug način dela. Ampak moram reči, da je bila ena izjemno dobra šola, kjer sem dobila tiste neke osnove, tudi tega klasičnega vodenja, ker ne vem, v maloprodaji trgovci, vodje trgovin, kljub vsemu pristopi k vodenju so drugačni kot pa v marketingu, v majhnem dinamičnem timu. Tako da mislim, da mi je to samo razširilo neka znanja tudi, kako voditi večje time in drugače strukturirane time. Super, peva zdaj še naprej. Se pravi, zdaj imaš pa v bistvu še večjo vlogo in sicer vodiš ne samo Slovenijo, ampak tudi Hrvaško, Siemens. Pa nam malo predstav, kako bi pa rekla, da se pa potem tvoj recimo slog vodenja tekom kariere spremenil? Se pravi, šla si iz vodje marketinga v članico uprave, zdaj si glavna izvršna direktorica, pokrivaš 2 trga. Pa če nam malo predstaviš, kako se je tvoj stil vodenja spremenil? Jaz mislim, da neki te osnovni elementi, ki so vezani na tvoj slog, pa kakorkoli se že imenujejo, in so se tudi čez leta preimenovali stil vodenja. Mene so enkrat analizirali moj stil vodenja in so mi rekli, da sem tako podpirajoča. In to je že bilo pred leti, in jaz sem takrat to rekla, a je to zdaj kaj narobe? Takrat še to ni bilo priznano kot nek slog, ki je, bi rekla, aktualen. Sem rekla, ok, sem pač podpirajoča. In tako, ampak očitno je to tisto, kar je, mislim, da moraš biti v vodenju avtentičen, in da sem že takrat te neke zametke imela in sem uporabljala tisti material, ki sem ga imela v sebi. In mislim, da so slogi vodenja lahko različni, tako kot smo različni ljudje, in da je predvsem pomembno, da uporabljaš nekaj teh klasičnih oblik, ki se jih lahko naučiš, tisti dodatek je pa ta tvoja osebna nota, in način, s katerim tudi v privatnem življenju v bistvu vodiš zadeve, organiziraš zadeve, da ta enak slog lahko uporabljaš tudi v podjetju in pač izoblikuješ en svoj lasten, avtentičen slog, ki je lahko čisto učinkovit in uspešen. V Siemensu smo na primer dolga leta imeli tako doktrino picture of the leader, kako ne izgledajo vodje, kaj so vse te lastnosti, ki jih mora dober vodja imeti. No, zdaj zadnje leto in pol imamo pa čisto druge smernice in pravijo, vsak je svoj, vsak vodi na svoj način, zelo težko je nas po celem svetu, v državah različnih, na različnih organizacijskih enotah, strokah postaviti v eno sliko, v en picture of the leader, ampak ljudje smo različni in ravno ta različnost je tista moč tudi Siemensa. Tako da mislim, da gre predvsem za to, da vsak mora te svoje močne plati, pozitivne plati, rad moraš imeti ljudi, to je ta osnova, moraš imeti neko osebno integriteto, ampak uporabljaš potem neke organizacijske prijeme, ampak tisti ščepec, tista začimba, si pa ti sam s svojimi lastnostmi in načini delovanja. Se strinjam. Jaz bi zelo rekel, da zame je vodenje tako grajenje odnosov, da se res posvečaš vsakmu posamezniku in iščeš tisto iskrco, tisti skriti talent, ki ga on prenese. Tako. Peva še malo v druge vode, v mentorske vode. In sicer jaz sem tudi oseba, ki mentoriram in imam tudi kar jaz nekaj svojih mentorjev, ki so me zaznamovali. Pa me zanima, si tudi ti v svoji karieri imela kakšne mentorje, ki so te zaznamovali? Ja, jaz sem toliko mlada, si rekel prej, takrat še teh ljudi nismo imenovali mentori, ampak ko sem potem gledala tako retrospektivno, sem rekla,
ti ljudje so bili pa v bistvu moji mentori, ne. Tudi sponzorji kdaj, ljudje, ki so me učili in jih je bilo kar nekaj, ne, in sem zelo hvaležna za razne nauke, za tiste, ki so me za roko vodili čez te prve korake poslovne, ne, ki sem se učila prodajati tudi na mednarodnih trgih, ne, sem imela, se spomnim, kolega iz takrat še v Celju, ki me je ogromno naučil o prodaji, o pogajanjih, ne. Kasneje šefa, ki mi je dal priložnost, ne, da sem se razvila v vodjo, ki me je tudi vrgel v vodo, ne, in je tudi potem rekel, ti moraš iti iz Celja v Ljubljano, zato ker je Celje bo premalo zate, ne, tako da to so bili ti moji mentori in vsak od njih je dejansko prispeval en delček tudi k temu, kar sem. Ful dobro. Dajva se še malo dotakniti, in sicer me zanima, že prej si malo izpostavila, da imaš neko posebno rutino, da se na začetku dneva malo miriš. Kaj bi pa še rekla, da so neki tvoji načini, da se sproščaš, da ta stres, ki je danes zelo prisoten, vemo, da živimo v času, ki je zelo hiter, zelo intenziven, digitalizacija je vse pohitrila, stalno smo prisotni. Kaj je v bistvu še kakšen način, ki bi ga ti izpostavila, da je odličen za sproščanje oziroma ga ti uporabljaš? Ja, meni je narava vedno bolj, ne, sva se prej že pogovarjala, da imam psa, ne, in ta pes je en tak katalizator v bistvu in tudi tisti, ki me prisili, ne, da tudi če nimam časa, vem, da že zaradi njega si moram vzeti tisto uro najmanj, ker je zelo tak dinamičen, živahen. Zelo posebna pasma, ne, kako so že rekli. Pšenični terier, ja, in rabi dovolj gibanja, ne, in enostavno sem tudi med pandemijo, dejansko mi je bilo odlično, sem sredi dneva rekla, zdaj pa vzamem si 1 uro in greva s psom ven, ker smo dejansko bliže utrujeni od vsega tega virtualnega dela, presekaš, greš ven v naravo, na Golovec, na grad z njim in to mi je res krasna sprostitev. Tudi ob morju, samo da in pes je tisti, ne, ki te nekje tako, en motivator, no. Ja. Se strinjam, jaz imam pa doma japonsko kito in je tudi, moram reči, je pa bolj trmasta pasma. Zahteven motivator, ja. Deva se še dotakniti, zelo me zanima, sicer veliko se pogovarjamo tudi o dajanju povratne zanke oziroma konstruktivnega feedbacka. In kar nekaj teorij kroži, kar nekaj praks smo slišali, veliko ljudi pravi, da je zelo dobra ta teorija sendviča, se pravi, da daš pohvalo, potem nekaj slabega poveš in potem spet pohvalo. Pa me zanima, kako ti gledaš na konstruktiven feedback? Ja, mislim, da ga vsi v bistvu potrebujemo, ne. Jaz to vidim bolj kot neke vrste tako, coaching, ne, poskušam v tej obliki, ogromno se pogovarjam s svojimi sodelavci in jim skozi te razgovore dejansko, ne, osvetljujem neke zadeve, povem, kje se lahko tudi izboljšajo, ne, kaj pričakujem. Sem kar zahtevna, ne, pravijo sicer, ampak nisem pa, bi rekla, tako negativna, ne, tako da tudi hitro pozabim, če napake in tako se ne fokusiram na negativne stvari, ampak na pozitivne. Je pa res, da je dobro, ne, da tudi sama rada dobim feedback, ne, saj vedno ni čist ga lahko v bistvu tudi sprejeti, ne, sploh če je negativen, ampak tudi skozi to v bistvu rasteš in se razvijaš. Daj nam malo predstav še, Siemens je zelo inovativna korporacija, zelo močen brand in tako, kot si že prej opisala, imate ogromno inženirjev. Pa me zanima, malo nam predstav, kako, vem, da zelo veliko vlagate zaposlene, skrbite, da imate res dobro kulturo, pa nam prosim malo predstavi, na kakšen način, da bojo še naši poslušalci izvedeli. Ja, moram reči, da v zadnjem obdobju je tisto, kar me izjemno fascinira, ne, je en sistem, platforma, ki jo imamo, imenuje se
My Learning World, in vsak od nas v bistvu ima možnost dostopa do neomejenega števila izobraževanj, digitalnih izobraževanj na tej platformi. Celo s pomočjo umetne inteligence nam pripravijo že take pakete, ki so za nas lahko uporabni, tako da lahko samo zbiraš tisto, kar v tem trenutku si želiš ali potrebuješ. Siemens je tudi postavil si kot KPI, eden od ključnih KPI-jev, tudi število ur preživetih na treningih, na izobraževanju, tako da vsak v korporaciji v letošnjem letu je ta cilj 8 ur na zaposlenega, potem pa se bo kar strmo zviševal, pa moramo vedeti, da imamo od proizvodne do prodaje, razvoja, tako da mi, ki smo bolj taka prodajna organizacija, je število teh ur še veliko večje lahko. Tako da mislim, da zadnjič, ko sem razmišljala in sodelovala na eni okrogli mizi na temo prekarnosti, sem rekla, da se mi zdi, da bodo res prekarci prihodnosti tisti, ki ne bodo imeli dostopa do izobraževanja. Izjemno pomembno je ob hitrem razvoju tehnologije, da imamo možnost se izobraževati, se učiti, ker če te možnosti nimaš, boš zaostal in bo lahko zelo težko potem na trgu zate. Se strinjam. Je pa zelo zanimiva informacija, da 100 let nazaj smo prejeli približno v celem življenju za 50 knjig informacij, danes jih na dnevni ravni prejmemo skoraj za 170 časopisov. Tako da je že v bistvu poplava informacij in se mi zdi, da zdaj je tudi zelo pomembno, da znamo potegniti prave informacije, ker jih je zelo veliko število na voljo. Ja, jaz sama tudi imam nek tak pri sebi nek sistem in odmislim tisto, kar se mi res ne zdi pomembno, ker sicer si lahko res pod stresom zdaj, ne sledim vsemu. Deva se dotakniti, Američani imajo zelo zanimiv izraz in temu pravijo the aha moment. In me zanima, kdaj je bil pa ta aha trenutek v tvojem življenju, v tvoji karieri, ki si pa rekla, jaz Medeja hočem pa voditi veliko korporacijo, vem, da jo bom razturala, premaknila naprej, dosegla nove razsežnosti. A je bil kakšen tak trenutek? Jaz moram reči, da me marsikdaj to sprašujejo in ljudje, jaz ne vem, a si eni delajo tako kariero in točno si zastavijo cilje. Ne, jaz jih nisem. Mene je v bistvu karierna pot vodila tako zelo postopoma. Je pa res, da sem vedno bila radovedna, vedno imela sem neko širino, zanimalo me je, poglobila sem se, bila sem tudi in sistematična in dovolj trmasta, odgovorna predvsem, in da kjerkoli sem delala, so me vedno našli potem, da so mi kmalu dali neke dodatne odgovornosti. Zato tudi kdaj, ko svetujem mladim ljudem, rečem, ne fokusirajte se na funkcijo in na tisto, kaj želite biti, ampak dajte uživati v tistem, kar delate, učite se, razvijajte se in v bistvu funkcije bodo prišle same. Če si iz ta pravega testa, v bistvu tudi tvoje vodje vedno iščejo ljudi. Sama kot vodja vedno iščem tiste ljudi, ki so sposobni povezovati, ki so najprej timski lideri, ki potem kažejo potencial še za več. Se jih potrebujemo, tako da ni problem v tem, da si ti zastavljaš ne vem kakšne funkcijske cilje, ampak je bolj pomembno, da si zastavljaš cilj, da boš dober v tistem, kar počneš, da se boš povezoval z ljudmi, da boš sodeloval, da boš doprinesel nekaj skupnemu cilju. To je prava pot, po mojem. Ne, se strinjam. Ja. Jaz sem zmeraj od svojega mentorja dobil informacijo, Mark, potrpežljivost. Počasi. Ja. To tudi jaz marsikomu, ker vidiš, pridejo na spidiranje, jaz bi rad bil že kar ne vem kaj. Ok, počasi, da te vidimo. Ja. Bomo prišli do tega. Ja. Deva se še dotakniti kulture. In sicer Siemens je res zelo, zelo velika korporacija, prisotna na ogromnih trgih, pa me zanima, kako pa ti gledaš na to, da se v bistvu različne kulture povezujejo in ti tudi zdaj vodiš Slovenijo in Hrvaško, ker sta podobni kulturi, ampak na nek način pa spet različni. Koliko je težko potem vse to uskladiti? Ja, dodaja kompleksnosti vodenja, moram reči, da sem bila kar presenečena, dokler ti samo poslovno sodeluješ z Hrvaško, z drugimi državami, je to en vidik. Ko
ko pa prideš tja, ne, in začneš voditi tako organizacijo, si del tega okolja, ne, potem šele dojameš vse segmente in si pač soočen s tem, da moraš te ljudi in motivirati, inspirirati, voditi. In takrat tudi zaznaš te neke različnosti, ne, v mentaliteti, v kulturi, v načinih delovanja, ne, in če tudi, naprimer, v Siemensu je zanimivo, skupen headquarter imamo, ne, iste usmeritve, top-down, pa kljub vsemu dve zelo različni organizaciji, Siemens Slovenija in Siemens Hrvaška. Bi rekla, da je zelo odvisno tudi od stila vodenja, ne, da smo imeli na Hrvaškem kolega, ki je vodil na drugačen način, kot vodim jaz, no se tudi pred mano v Sloveniji je bil totalno drugačen stil vodenja, ne, moj predhodnik, moj bivši šef je vodil na čist drug način, kot vodim jaz, tako da so takrat, ko sem jaz prevzela, morali ljudje se navaditi na drugačen, ne, on je bil tak tipičen, klasičen način vodenja, malo korenček, palca in tako, ne, jaz sem prišla pa z onim, zdaj pa naredite, tlele imate cilje, takole, ne, nekateri se kar niso znašli na začetku, preden so doumeli v bistvu, kaj jaz od njih pričakujem, ne. Bi rekla tle, Hrvaška ima tisto, kar vidim včasih neke lastnosti fiksnega mindseta, ne, bolj že tudi top-down. Ljudje nekako pričakujejo, da bo nekdo namesto njih reševal stvari. Ali bodo politiki, ali bodo vodje, ali bo ne. In te tabuje zdaj razbijam že nekaj časa na Hrvaškem, ne, da je v njihovih rokah tudi njihov razvoj in spremembe in vse, da ne morejo pričakovati nekje centraliziranih nekih odločitev, nekih procesov, okrožnic, ne, ki bodo reševali zadeve, ampak da smo to mi, tim, ki moramo te stvari reševati. Ne. In smo že kar daleč, bi rekla. Zdaj, šli smo v delo oziroma od delov v pisarnah na delo nadaljavo, se pravi neko hibridno delo. Zdaj veliko je nekih različnih načinov, ki jih podjetja sprobavajo, 2 dneva doma, 3 dnevi v službi oziroma obratno. Pa me zanima, tudi jaz sem del švedske korporacije oziroma VC-ja, kjer imamo sedež Švedska, Slovenija in Dubaj in smo v bistvu že kar bili navajeni na delo nadaljavo. Pa me zanima, kako ti gledaš na to in kaj misliš, da bodo šli trendi? Ja, Siemens se je že lani julija odločil, da bomo delali hibridno v prihodnosti, ne. 2 do 3 dni bomo delali v pisarni, ostali del doma. Jaz mislim, da ravno ta hibridni način dela bo kar velik izziv, ne. Nekaj že obstaja prakse, ampak čisto zares pa moramo vodje v bistvu v svojih organizacijah, ne, s svojimi ljudmi najti neke optimalne načine, kaj res funkcionira za nas. Ker je težko od nekih receptov obstoječih ni, ne, in smo po svoje v zanimivi fazi, ne, ko skupaj zdaj kreiramo te nove načine vodenja, hibridnega vodenja, dela hibridnih timov. Ima pa to svoje kar pasti, ne, izzive, precej kompleksno je, veliko je področji, s katerimi se moramo, ne, ukvarjati, od opremljenosti do prostorov, ne samo kako delamo, ne, kako se povezujemo. Tisto, kar sem opažala zdaj v času epidemije, precej to silosno razmišljanje, izziv je, kako povezovati različne organizacije, ne. V okviru nekih silosov je šlo super, ko je bilo treba pa se tako organizacijsko se povezovati, so pa izzivi bili že večji, ne. Kako nove ljudi vključevati v take delo hibridnih timov. Zato verjamem, da bo potrebno nekaj dni preživeti tudi v živo, ne, tudi za določene načine dela, za brainstorminge, za neko tako izmenjavo informacij je fajn biti skupaj v živo. Smo pa ravno kar imeli tudi, smo zorganizirali izobraževanje na to temo, no, in smo dobili še dodatne zanimive neka izhodišča, ne, da moramo pri sebi v bistvu to svojo energijsko krivuljo definirati in primerjati te energijske krivulje čez dan ljudi, ki delajo, ne, tudi
od doma, da si prilagodimo načine dela, ne, nekdo je bolj aktiven zjutraj, ne, da tisti najbolj energetsko močen čas ne porabi za sestanke, ampak za bolj neke produktivne načine dela, ne, pa tudi zdaj, katere oblike dela jemljejo več energije, ne, katere manj, da v bistvu sestaviš potem eno tako matriko, kaj je pač za tvojo organizacijo najbolje. Zelo lepo si izpostavila kreativnost, se mi zdi, da je zelo težko delati nadaljavo. Ja. Podjetje ugotavlja, da absolutno je zato treba biti fizično skupaj. Ja, jaz sem se pohecala, da celo govorice niso v nekem trenutku so prenehale krožiti, ne, po organizaciji. Sem nekaj, zdaj pa to pa res ni v redu, še govoric ni več. Ja. Rdeče alarm. Ja. Deva se dotakniti še, ti si tudi ena izmed pobudnic projekta Inženirka leta. Dej nam malo predstav, kaj to je, da bojo naši poslušalci vedeli, ker se mi zdi res zelo, zelo izjemen dogodek. Ja, mi smo postali člani projekta Inženirji in inženirke bomo. To je bila v bistvu iniciativa nekaj podjetij, ne, Tone Petrič je bil takrat v Sisku, ne, ki je bil en od pobudnikov tega gibanja in je povabil potem še kar nekaj teh tehnoloških firm. Radi smo se odzvali, ne, kako biti na gimnazijah v bistvu tudi prepričali mlade, da se odločajo za inženirske poklice, ne. Tako se je vse skupaj začelo. Sama sem pa začela razmišljati, da dejansko bi potrebovali ob pomanjkanju tudi talentov, ne, da bi potrebovali več žensk v inženirskih poklicih, ker jih je res relativno malo. Sicer v STEM-u na nekaterih področjih več, naprimer kemija, farmacija, ne, tudi v medicini, ampak v teh klasičnih inženirskih sferah, elektrotehnika, strojništvo, tudi računalništvo, sicer vedno več, ampak nekje v povprečju je 30% žensk, ne. Če želimo v bistvu biti tudi kot nacija uspešni, ne, bomo morali imeti veliko tega tehnološkega znanja tudi v prihodnosti in zato se nam je zdelo pomembno, ne, da začnemo promovirati tudi med dekleti te inženirske poklice, ker kaj raziskave v bistvu ugotavljajo, da je potrebni so te neki vzorniki oziroma vzornice, ne, v tem primeru in pa nekdo, ki ti pomaga na poti, ne. Ko sem kasneje potem raziskovala, tudi se pogovarjala s svojimi kolegicami, naprimer v Zagrebu imamo velike inženirske time, ki delajo globalno. Kdo vas je vzpodbudil, ne, k temu in so bile vedno ali neke profesorce ali nek učitelj tehničnega pouka ali bil oče, ki je bil inženir. Vsaka od teh inženirk je imela nekoga, ki je v bistvu odprl oči, da je to lahko super poklic, ne. No, in potem smo skupaj v okviru tega gibanja Inženirji in inženirke bomo, mi smo rekli, okej, v Siemensu dajmo narediti nekaj za ženske, nekaj ljudi se je usedlo in rodila se je ta ideja Inženirka leta. Jaz moram reči, da res uživam v tem projektu vsako leto. Najprej razpišemo poziv podjetjem, ne, da nominirajo svoje kandidatke in ko beremo te CV-je, kaj vse počnejo inženirke, res wow, ne. To so doktorice znanosti, ki imajo poleg teh svojih strokovnih kompetenc še toliko drugih, no in to potem skozi te naše zberemo 10 ožji krog in že te so v bistvu zmagovalke, ne, in z njimi potem naredimo, to delajo Medijade, izjemno lep projekt, tudi vsebinsko koncipiran. Predstavimo te ženske, povežemo jih med seboj, da drugo spoznavajo, ne, in tudi na predstavitvi v bistvu se pokaže vsa ta širina mavrica v bistvu znanj, ne, ki jih imajo in različnih interesov. V glavnem so to tudi ženske, ki niso samo inženirke, ne, ampak so tudi športnice, so plesalke, so mame, so ustvarjalke, tako da so res super vzor lahko tudi mladim dekletom, ne. Mi smo v Siemensu na primer pred leti imeli projekt, ki smo tudi v vrtcih že imeli posebne toolboxe, ne, super, ja, v vrtcih spodbujali izvajanje eksperimentov, tako da smo naučili vzgojiteljice, kako otrokom prikazati eksperimente in jih navdušiti za te tehnične
tehnično sfero, ne, in mislim, da bi morali začeti res že zelo zgodaj, ne. Če ne v vrtcih, pa že, je treba že takrat začeti pri čisto malih, ne, otrocih, potem v osnovni šoli, ker srednja šola je že skoraj pozno, ne. Čeprav še vedno lahko en del poloviš skozi te ženske, ki so pa res vzornice, lahko, ne, pa tudi mlade ženske v srednji šoli lahko vidijo, da je to en čist kul poklic in da lahko tudi dobro izgledaš, ne, in si športnica in pevka in marsikaj, hkrati pa doktorica znanosti na področju elektrotehnike, tako kot je bila naša prva, ne, izbrana inženirka leta. Tako da mislim, sem vesela, no, da se je ta projekt tako prijel. Ja. Dejva se, ker si že omenila vzornice in idole, en izmed njih si absolutno tudi ti. In zelo lepo si prej izpostavila vse življenjsko učenje, da ti je zelo pomembno. Pa me zanima, kako pa ti skrbiš, da si stalno seznanjena z novostmi, da si stalno z najnovejšimi trendi, kaj se dogaja po svetu, kako v bistvu skrbiš zase, za nadaljnje izobraževanje, širjenje znanja? Mislim, da imam srečo, ne, da delam v taki mednarodni korporaciji, ne, ker če kaj imajo korporacije, so to te baze znanj, ne, nam je res na doseg, na klik miške, katerokoli področje želiš narediti nek deep dive, v bistvu lahko prideš do informacij izjemno hitro, ne. Tudi do raznih raziskav, do širših pregledov. Tako da jaz si ogromno pomagam s to bazo znanj iz Siemensa, ogromno pa berem tudi v bistvu Harvard Business Review, McKinsey, ne, BCG-a, kakšne mednarodne, te specializirane teme. Človek si pač najde tisto od nekih organizacij, ki so tudi javno dostopne, ne, tako da ni problem v bistvu priti do tega znanja. In potem delam take poglobljene deep dive na neka področja, kjer se mi zdi, da potrebujem dodatno znanje ali pa bolj aktualizirano znanje. Tudi knjige kdaj, ampak tudi nisem tak, bi rekla, rajši berem leposlovje, ker se mi zdi, da prav rabim neko protiutež temu, ne, fokusu na poslovni svet v prostem času, tako da sem zelo selektivna pri branju teh poslovnih knjig, ne, ampak manj pa pri branju leposlovja, oziroma mora biti kar težka literatura. Ja. Zdaj, vsi, ki te vidijo samo v bistvu te uspehe, ki si jih dosegla, se pravi direktorica Siemens Ljubljane, predsednica uprava Siemens Zagreba, vidijo, da si predsednica združenja menedžer, ogromno nekih nazivov in močnih vlog, ne vidijo pa v bistvu teh neprespanih noči, teh izzivov tekom tvoje kariere. Pa bi te prosil, če nam malo deliš, ker se pravi, ljudje dostikrat vidimo samo to blišč, ne vidimo pa, kaj se od zadaj dogaja. Se pravi, če imamo pred očmi ledenik, vidimo samo špičko na vrhu, ne vidimo pa, kaj je pod vodo. Ja, vsaka taka pot, ne, v sebi moraš imeti neko strast, drugače v bistvu, če bi klepela samo po nekih nazivih, po pozicijah, jaz mislim, da je zelo težko, da mora biti to zelo težko, ne, ker potem res se mučiš priti ali pa moraš ne vem kakšne načine uporabljati. Če to pride naravno, tako kot sem razložila prej, ne, da nekje so mi dodajali neke odgovornosti, je ta pot potem tudi sicer lažja, ne, teoretično, je pa res, da predvsem, kar se mi zdi pomembno, je, da imaš eno to osebno tako integriteto, ne, ker v poslu se dogaja marsikaj in ti moraš sebi zastaviti neko pot, pa neka načela, po katerih boš hodil. To se mi je predvsem zdelo pomembno in sem že zelo zgodaj začrtala, sem rekla, jaz se moram zvečer pogledati v ogledalo in spati mirno, ne. In to je prvi, bi rekla, en tak zelo pomemben nasvet, ki ga vedno dam tudi svojim kolegom. Ker tudi v Siemensu smo imeli te korupcijske afere, ne, in potem smo uvedli hude oblike compliance procedur in pa so mi ljudje rekli, pa kako bom pa zdaj vedel, kaj je prav, kaj je narobe. Sem rekla, samo ogledalo se poglej, zvečer boš točno vedel,
kaj je v redu, kaj ni v redu, poslušaj sebe. In ta notranji glas je dovolj, ne rabiš poznati vseh okrožnic. Ne? Ja. Tako da ljudje imamo to v sebi etičnost naravno, ampak jo moramo vzgajati in moramo vztrajati pri njej. Ne? To se mi zdi, da ne smemo delati takih kompromisov ali pa si samo zatiskati oči, je že lahko preveč. Ne? Tako da mislim, to je en del te poti, ne, ki jo moraš pri sebi pridelati in se pač moraš odločiti, da včasih rečeš tudi ne kakim stvarem, pa tudi veš, da lahko zaradi tega zgubiš posel, zgubiš, ne vem, lahko tudi kariero, pa ponavadi se izplača. Ne. Jaz sem srečala ogromno ljudi tudi v svoji karieri in marsikdo je odletel, jaz rečem, da jaz sem še vedno tle, ne. Marsikdo, ki pa je tudi do mene bil tako ali zviška deloval ali pa so bile zvezde v nekih trenutkih, pa so zelo, zelo padli lahko tudi. No. To se mi zdi, da je pomembno. Pomembno je, da res delaš na sebi, da vlagaš in da to je hard work. Ja, prijateljice moje, ne, ki delajo v šolstvu, naprimer, pa včasih rečem, ja, ti imaš pa drugačne pogoje, ki imamo mi, ampak marsikdaj pa reče, ne bi pa zamenjali s tabo. Ne. Ja. Moraš imeti neko to energijo tudi, ne, ampak tudi ta energija ne pride sama po sebi, ne. Fino je, če si bolj energetski človek, ne. Jaz sem, ampak moram pa tudi znati vlagati, ker moraš balansirati, ker pa če preveč daješ, se pa lahko pokaže tudi kje pri zdravju ali pa kjerkoli, ne. Tako da to balansiranje ni enostavno, ne. Tudi če imaš otroke, moraš v nekem trenutku delati te neke kompromise med vlaganjem v službo, vlaganjem v dom, družino. So kar težke, bi rekla, neke periode bile v mojem življenju, ne, ker sem vedela, da bi lahko naredila več tudi za sina, pa sem imela tudi neke druge prioritete, tako da nekje moraš biti kljub vsemu sam sabo v nekem balansu, ne, nikoli ne smeš se preveč v eno ali v drugo smer. Tudi daj stopiti kak korak nazaj, jaz sem tudi sama v karieri, kdaj rekla, ok, zdaj pa obdobje, ko bom jaz malo doma več poprijela, pa je mož šel naprej kak korak, partner dober, ki te podpira, je izjemno, se mi zdi tudi pomemben element za uspešno kariero, ne, zelo pomemben gradnik, vsaj za ženske, ne, pa tudi mislim, da za moške, ker je nekdo te mora tudi podpirati takrat, ko je težko, ne, pa ni vedno samo lepo. Ja. Evo, zdaj si že mislim, da razkrila en izmed prvih receptov. Jaz sem imel že 49 izjemnih posameznikov sem imel in mislim, da ste vsi navedli partnerja, da je tisti, ki ti v bistvu drži steber, ki te podpira kot eden izmed ključnih stvari v življenju. Ne? Ja. Kar je sicer nalaga mladim eno težko nalogo zdaj najti pravega partnerja, kar je tako v življenju taka zahtevna naloga, ne, ampak ja, tudi kdaj rečem sinu, ne, hiteti, to je zelo pomembno, s kom boš preživljal, ne, svoje življenje. Absolutno. Peva se še malo dotakniti in sicer zelo lepo si tudi napeljala. Ena stvar, ki se velikokrat pogovarjamo, je tudi ego. In sicer ego je taka zelo močna beseda, ki je dostikrat prisoten, kjer se lahko pokaže kakšna moč, dostikrat je pa ego zelo nevaren. Pa me zanima, kako ti gledaš na to mnenje. Jaz vem, da vsi ga imamo, jaz imam tudi coacha, da mi malo pomaga, ker sem včasih tudi zaletal, ampak predvsem manj kot včasih. Pa me zanima tvoj pogled, no, ker se mi zdi, da res ego je ena taka stvar, kjer se velikokrat pogovarjamo, pa velikokrat je treba delati na tem. Ja, jaz mislim, da je moj ego, moja moč, ampak bolj v smislu, da znam z njim zelo dobro upravljati. Ne, da dejansko lahko marsikdaj nasprotnike, ki imajo prevelik ego, ravno s tem, da to na mene dejansko ne vpliva, ne, razorožiti. Tako da v tem smislu jaz z egom res nisem imela težav, mogoče je to tisto, kar mi je omogočilo, da v tako zahtevnem okolju, ne, ker jaz sem delala z gospodi iz raznih branž, ki so imeli zelo, zelo velike
ege, ampak sem vedno to z enim zanimanjem opazovala, poskušala objektivizirati, nisem nikoli jemala osebno, ampak mi je bil izziv in sem poskušala dejansko zelo, bi rekla tako, nevtralizirati to s tem, da se me ni dotaknilo. Ne? Ja. Super. Kaj bi pa rekla, če te zdaj vprašam v tem trenutku, da je pa en izmed ključnih projektov, na katerega si najbolj ponosna? A je kakšen tak? Ne bi rekla projekti, bolj bi rekla, da sem ponosna na vse tiste mlade ljudi, ponosna sem, da grem po Ljubljani ali pa da srečujem ljudi, s katerimi sem delala v svojem življenju, da sem ogromno mladim dala priložnost za neko osebno rast, da so se razvili in da, ki jih zdaj srečam, so vedno navdušeni, ki me srečajo, pa rečejo, joj, se spomniš, ko smo delali, ne vem, ta projekt, ki si me dala taga čist zelenega tja, pa si me podprla. To je tisto, kar mene v bistvu tako napolnjuje, mi daje neko zadovoljstvo, Projektov je bilo veliko, tudi zahtevnih, če delaš v taki sferi, verjamem, kot je naša, tehnološka, infrastrukturna, marsikaj se dogaja, moraš imeti živce, kališ se na bi rekla, tistih izzivih, ki jih projekti prinašajo, Mi delamo, oziroma smo delali, zdaj se preusmerjamo bolj v to digitalno, ampak jaz sem delala od nuklearke do železnic, do zdravstva, v industriji. Ogromno je lepih stvari, ki smo jih zgradili, ki so tudi fizično tle prisotne in lahko rečeš, wow, smo ponosni, da smo speljali nekatere zadeve, tudi tiste neke inovativne pristope in da smo, čeprav smo majhna organizacija v Sloveniji, uspeli to znanje iz korporacije, ampak kljub vsemu ogromno dodati tudi lokalno. Da bi brez nas težko speljal tudi Siemens te projekte. To je ta moč tudi Siemensa, da je lokalno prisoten, za razliko od marsikatere naše konkurence, ima Siemens lokalno močno prisotnost, ker se zaveda, da je izjemno pomembno imeti ljudi, ki poznajo tudi lokalne okoliščine. Deva se še malo dotakniti tehnologije in sicer Siemens je zelo močno tehnološko podjetje, pa me zanima, kako ti gledaš na tehnologijo. Zdaj, jaz sem tudi celo kariero opet v inovacije, v razvoj in zmeraj imaš ponovadi dve vrsti ljudi, eni, ki pravijo, tehnologija je odlična, drugi so potem tisti, ki pa pravijo, zdaj pa ogromno nekih podatkov se je že zbiral v nas, nek invazivnost v našo privatnost, zdaj če pogledava, ne vem, Google Maps, točno ve, kdaj odhajaš, kje si, kdaj boš prišel, kdaj moraš iti. Kako gledaš na v bistvu vse te nove tehnologije, ki prihajajo, umetno inteligenco, robotiko? Na vse to gledam z eno veliko odgovornostjo. In marsikdaj jaz sem fan v bistvu novih tehnologij. Mene je ta svet zagrabil, me potegnil, predvsem mogoče tudi zato, ker pač delam v korporaciji, ki dela res na področjih, da lahko vidim smisel tega, kar počnemo. Da ne vem, proizvodnja energetike, da potegneš železniško progo, vidiš, da ne vem, tudi sama uporabljam Siemensove zdravstveno aparaturo, magnetne resonance, ko enkrat moraš iti na Sibolan in čakaš na neki izvid, se zavedaš te moči tehnologije, kako ti lahko tudi pomaga. Torej, vse to me v bistvu fascinira. Ta razvoj, ki smo mu priča pa zdaj v zadnjem času, pa se mi zdi, da moramo dejansko, in mi je všeč, kar ena doktrina, ki jo zagovarjamo tudi v Siemensu, imamo tudi enega zelo zanimivega predsednika nadzornega sveta, Jim Hagemann Snabe. Siemens veliko govori o technology with purpose. Torej, dajmo vso to znanje in vse te investicije v tehnologijo uporabiti za to, da dejansko izboljšamo življenje ljudem, da rešujemo tiste probleme največje, ki jih imamo na področju okolja, na področju odpadkov, na področju transporta. Ne povečujmo, v glavnem je pa vsa digitalizacijska pamet v tem trenutku ali pa večina tega šla v, ne vem, povečevanje potrošnje,
ne, sicer povezovanje, ampak za kakšne namene, ne, skozi vse te platforme digitalne. Tako da tu se strinjam s tem, ne, da je treba iti v tisto smer, da res tista sredstva, ki jih imamo, razvijamo in da mi, ki delamo v tehnološki sferi, se moramo zavedati tudi teh negativnih, teh pasti v bistvu digitalizacije, da bo avtomatizacija vplivala na izgubo delovnih mest, da že zdaj razmišljamo, kako bomo preusmerjali, zato govorim tudi o tem pomenu vseživljenjskega učenja, ne, ker ljudje, ki bodo izgubili dela zaradi avtomatizacije, digitalizacije, ne samo v tehnološki sferi, ne, tudi v bankah, v zavarovalništvu, v retailu, ne, da bodo lahko našli nove zaposlitve na področjih, kjer pa bodo potrebne, ne, in da se bodo morali v bistvu reskillati, pridobiti neke nove kompetence, in to moramo že kar nekaj naprej razmišljati o tem. Ne, in v tem smislu se mi ta sistemski pogled, ne, to razumem kot tudi neko trajnostno vodenje, ne, da znamo gledati sistemsko, kaj nam razvoj na eni strani prinaša kot negativno posledico na drugi in kako zdaj povezujemo v sistemu te različne sisteme za to, da to v bistvu neutraliziramo oziroma da pomagamo tistim, ki bodo tle potegnili krajšo. Ne. Tu mislim, da je še premalo razmišljanja, predvsem zato, ker tudi v politiki, v teh sferah je znanja o tehnologiji premalo. Ne. In ta tehnološki razvoj je tako hiter, ne, da zato sem se tudi pridružila temu svetu za digitalizacijo, ker se mi zdi izjemno pomembno, da tisti, ki delamo na tem področju, ne, poskušamo vse te vidike dati tudi na mizo, tudi predstaviti politiki, ne, da razmišljamo o vseh teh segmentih in v tem smislu je ta svet za digitalizacijo ena taka zanimiva tvorba, bi rekla, ne, in preplet nekih različnih mnenj. Se strinjam. Deva se še malo dotakniti in sicer zelo veliko govorimo zdaj o teh, ki si že prej omenila, da se bojo mogli ljudje prestrukturirati, pridobiti nova znanja. In ko gledamo recimo novodobne vodje, je velikrat debata tudi o organizacijski inteligenci, digitalni in pa absolutno tudi čustveni. Pa me zanima, kako pa ti gledaš na recimo novodobnega vodjo, kakšne lastnosti mora imeti? Ker je res tempo, je zelo hiter, vse se digitalizira, živimo res v času, kjer je ogromno nekih možnosti, novih poslovnih modelov. Ja, moraš razmišljati, biti malo vizionarja, ne. Vedno moraš 2 koraka naprej razmišljati, po drugi strani moraš biti pa enabler, ne, bolj kot karkoli drugega, ker izjemno težko poznaš vse segmente, na katerih delaš. Jaz sem že dolgo v bistvu, mogoče tudi zato, ker sem ekonomist, ne, nisem inženir, mi je bilo lažje odmisliti ta vidik, da želim neke stvari poznati v detajle, ne, kar je marsikdaj past za inženirje, ne. Jaz tega pač nisem mogla in sem vedno delovala, se bolj razmišljala o kupcih, o poslovnih modelih, ne. In marsikdaj pol presenetila tudi moje inženirske kolege z nekimi vprašanji, o katerih se oni sploh niso, s katerimi se niso obremenjevali, ne, ker so bili tako zasvojeni s tem tehnološkim vidikom. Tako da mislim, da ta človeški vidik povezovanja, timskega dela, da ta možnost, ne, da daješ svojemu timu možnosti za razvoj, ne, v tem smislu, da si enabler tega razvoja svojih ljudi, da se bodo počutili dobro, da bodo videli smisel svojega dela, to bo funkcija v bistvu menedžerjev prihodnosti. Ne. Super, wow, odličen odgovor. Pejva zdaj Medeja še malo na tvoje osebno življenje, da te še malo od drobovja spoznamo. Kaj je recimo tvoja najljubša hrana? Kaj rada poslušaš? Moja hrana, zelo rada jem. Ja, marsikaj rada tudi kuham. Včeraj zvečer sem vlagala marmelado jagodno, tako da rada tudi sama kaj naredim. Paradižnikovo pasato, zdaj je vedno bolj, ne, ta trend zdrave hrane, delamo sami, ne. To sem pred 30 leti, 40 sama delala, zdaj pa spet, ne, kuham sama marsikaj in se mi zdi prav, ne, da dajemo večji poudarek. Rada jem pa vse, kar je na žlico. Ja, tudi rada kuham take enolončnice, razne.
Daj mi povej, ker sem te vprašal, kaj je tvoj najljubši citacij dala tega, ki je res wow. Od Marka Twaina, the secret of getting ahead is getting started. So, tako da, wow. Ja. Mislim, ne, moj mož ima še eno tako podobno. If you don't go, you don't have a story. In kadarkoli se mi kaj zgodi, rečem, joj, veš, kaj se je zgodilo, ne vem, kje obtičem. If you don't go, you don't have a story. Take it positively. Tako da to, ja, treba je pač narediti korak, stopiti in potem lahko računaš, da se bo kaj zgodilo. Ne? Če pa čakaš, si zastaviš samo pa teh potrebnih korakov za to, da ne narediš, ne, vse je v tebi. Kaj bi pa rekla, kakšna knjiga, ki bi jo izpostavila, ki se ti je recimo vtisnila na spomin? Zdajle sem brala to novo, ta je čisto zadnja v spominu, Erike Johnson Debeljak, izjemno zanimiva knjiga o vdovstvu, ne, taka mal kontroverzna, tudi o ženski in o vlogi v bistvu vdov skozi tisočletja, ne, in to svojo usodo vdove, tujke v Sloveniji v bistvu prikaže skozi te paralelo s temi zgodbami vdov skozi zgodovino in tisočletja. Zelo, zelo zanimiv pristop. Zdaj, za najljubšega podjetnika si že omenila Jim Hagemann Snabe. Ja, nisem tista, ki bi imela ne vem kakve fene, ampak me inspirira gospod Snabe zato, ker mi je Danska izjemno zanimiva država, tudi njihova mentaliteta se mi zdi dosti podobna slovenski na nek način, da se bi morali bolj v bistvu primerjati z Danci, ne. Ker so Evropejci, imajo ta evropski pristop, zdi se mi zelo pomembno, da razumemo to kulturo in on je in voditelj, ne, on je bil tudi CEO v SAP-ju, zdaj je pa predsednik nadzornega sveta Siemensa in Maerska, torej ima izjemen tak pogled od te digitalne sfere do te klasične tehnološke sfere, ne, in hkrati se ukvarja z vodenjem, tako da ga bomo poskušali pripeljati tudi na kongres združenja Manager, ja. Da nam mal ta svoj vidik. Mislim, da moramo v Evropi menedžerji neko svojo doktrino vzpostaviti in da to je lahko naša prednost. Ne? Ker če se zdaj z Elonom Muskom vsi primerjamo, tle v Sloveniji se težko. Ne? Torej moramo najti svojo pot, ki pa je lahko ravno tako uspešna. Daj pa se še malo dotakniti Združenje Manager, ker res delate izjemne stvari. In ekipa od zadnje je fantastična, pa me zanima, kakšni so pa cilji za Združenje Manager, ki jih še imate? Ja, mi delamo tako na naših članih, delamo tudi na sebi. Ne. Zanimivo je, mene v bistvu intrigira tudi to vprašanje, kako se bodo vse te organizacije v bistvu spreminjale, ne, tudi take članske organizacije, kakšna bo ta evolucija razvoja tudi organizacij, ne, kot tipično taki gledam naprej, si mislim, ok, če smo delovali na nek način toliko in toliko let, že zdaj epidemija nam je pokazala, ne, da nekatere stvari niso funkcionirale tako, kot smo jih bili navajeni v preteklosti, ne. Saj smo se hitro prilagodili v virtualno okolje, ampak nekih teh ključnih elementov ravno našega združevanja, ne, ta networking, pa nismo mogli virtualno tako dobro v bistvu speljati, ne. Torej, kako v bistvu še bolj se fokusirati tudi v ta poklic menedžerja kot takega, kako, ne, ker do zdaj smo se morali boriti za to, da smo ta poklic sploh uveljavili, ne, ker je dolga, že zaradi naše socialistične preteklosti je to bilo nekaj negativnega, ne. Mislim, da raziskave kažejo, da tudi mladi se ne želijo več odločati za poklic menedžerja, ki je izjemno zahteven, je stresen, ne, in ta, bi rekla, milenici imajo malo druge vrednote, ne, in rečejo, ne, tudi naši otroci, ne bomo tako le delali, kot ste vi, ne, mi bomo drugače, ne. In dejansko moramo tudi ta status menedžerja v bistvu bolj zaščititi, mislim, da tudi to je poslanstvo Združenja Manager, si pomagati, ne, med sabo tudi pravno, ne, ker pogledali smo, kaj delajo tudi sorodne organizacije v Evropi, tako da je še kar nekaj izzivov. Seveda bomo pa vedno skušali gledati 2 koraka naprej, kam gredo, ne, trendi, da smo tudi mi v
toku za vsem, kar je novo in kar so doktrine, ker iz Slovenije ravno tako konkuriramo po celem svetu. Ne? Želimo biti konkurenčni tudi kot menedžerji. Super, jaz se že veselim konference. Ja. Deva se še dotakniti, kere aplikacije so najljubše, kaj rada uporabljaš? Ja, sigurno uporabljam Fitbit. Ne? To mi je tista, ki me je tako kar malo zasvojila, zato ker se mi zdi, da želim pač vključiti en del tega zdravega življenja v svoj tempo. In eno tako pomagalo, ne, kot so tele pametne urce, v bistvu nam pomagajo malo ozavestiti, kaj počnemo čez dan, ne, hkrati pa, da moram še peljati psa še enkrat ven, da še danes nisem naredila 10,000 ali pa 12,000 korakov. Ne. Nje ne moreš prislepiti. Hkrati je dobro malo pogledati, kako spimo. Spanje je izjemno pomemben. Stres, ne, ker pač prikaže tudi. Tako da ta je ena od tistih, ki se ji ne morem izogniti. Že zjutraj, kako sem pa danes spala. Sem jaz isti, jaz imam pa Garmina. Je pa zelo zanimiv podatek, veš, da včeraj sem bral raziskavo, da je Apple, ki je vstopil na trg ur, pojedel že v bistvu 20% tržni delež, kar je noro, ne? Da v bistvu vsi te Rolexi, Breitlingi, Swatchi in vsi te so v bistvu trenutku izgubili. Ne? Za eno tako plastično, ne, brez kakega silnega imidža. Noro. In zdaj smo prišla še do najpomembnejšega vprašanja, tako da no pressure. Mi imamo že kar lepo število poslušalcev, od mladih študentov do mladih podjetnikov, pa tudi do direktorjev in pa predsednikov uprav. Tako da moje zaključno vprašanje bi bilo, kaj bi bil kakšen tak tvoj nauk ali pa zaključna misel, ki bi jo delila ali pa dala kot nasvet našim poslušalcem? Zdaj bom povedala en štos, ki ga kdaj povem mojim kolegom. Sem imela enega mentorja svojega, ker sva se prej pogovarjala o mentorjih in on mi je enkrat rekel, zapomni si nekaj, vsi kuhajo z vodo. In jaz sem ga takrat gledala, smisel, kaj pa zdaj on meni govori. Ne? Za vsak, ki sem v kakšni situaciji, taki se spomnim, tole mi je on takrat rekel, to je to. Vsi kuhajo z vodo, torej ni treba biti idealen, ne, take a step in tudi, če vidiš nekoga, ki izgleda navzven, ne vem kako, da ne vem, kaj vse ve več kot ti, da je ne vem koliko bolj uspešen kot ti, tudi on kuha z vodo. Tako da to je moj nasvet, da imeti to vedno v zavesti in biti samozavestni in iti naprej. Super, najlepša hvala. Dragi poslušalci, še enkrat z nami je bila Medeja Lončar, direktorica Siemens Ljubljana in predsednica uprave Siemens Zagreb, mentorica, inovatorka in pa zagovornica trajnostnega voditeljice. Tako da najlepša hvala, Medeja, za tvoje izjemne poglede, izkušnje in pa vse nasvete. Hvala tudi tebi za vabilo. Sledite nam na vseh kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in tudi YouTube, LinkedIn in Facebook, kjer nas je že preko 2000.